Ugotovila sva, da naše dvostransko sodelovanje poteka zelo dobro, da smo sicer zaradi racionalizacije naših obrambnih proračunov oboji prisiljeni v izbiro tistih oblik sodelovanja, iz katerih kvalitetno največ pridobimo pripadniki ene in druge države. Govorili smo o našem sodelovanju na področju vojaške geografije, na področju nadzora, torej učenja iz nadzora zračnega prostora, potem iz visokogorskega letenja, kjer sodelujejo pripadniki helikopterskih enot. Govorili smo o sodelovanju pri šolanju oziroma urjenju na področju gorskega vojskovanja. Hvaležni smo Republike Madžarske, ker imamo možnost na Madžarskem izvajati vojaške vaje, v katerih sodelujejo velike enote, kot je bil na primer bataljon, mehanizirani bataljon in pa tudi bojna skupina, in sicer v Varpaloti. Za nas je tudi pomembno, da imamo možnost šolati naše vojaške opazovalce v centrih za urjenje vojaških opazovalcev Združenih narodov in veseli smo tudi, da imamo možnost učiti se spoznanj in izkušenj z področja uporabe improviziranih eksplozivnih teles. Namreč s temi se srečujemo, kjerkoli smo na mednarodnih operacijah, in tudi naše skupno sodelovanje v Afganistanu je takšne vrste, da so naše sile tam izpostavljene različnim nevarnostim. Najino srečanje je tudi znak zelo tesnega in uspešnega sodelovanja med vojskama Republike Slovenije in Republike Madžarske. Samo da bi omenil nekaj števil. Letošnjo leto bosta slovenska in madžarska vojska izvajala 19 različnih dogodkov skupaj. Deliva drug z drugim tisto, kar imava, tudi naše zmožnosti. Morda je zanimivo, da madžarska posadka helikopterjev vadi oziroma se uri v visokogorskem letenju prav tukaj v Sloveniji. Slovenska posadka helikopterjev pa se uri na Madžarskem, na nižinskem delu Madžarske, na vzhodnem delu, v Alfeldu, kjer lahko zelo nizko letijo nad zemljo. Danes zvečer bom zelo vesela, ker bom na proslavi ob 20. obletnici naše države v družbi z spoštovanim kolegom, obrambnim ministrom Republike Madžarske.